Aj, da, ne molim. Jaz bi sam ene par. Malo da drugi, ne vem. Šara! Nekako čučajo. Ok, tercijarka na bazarju, lahko bo damo v besedo. Ok, mene samo še ena stvar zanima. Tudi, če mi dosežemo vse, kar vi danes tukaj rečete, pa zaposlimo 100% Slovencev, kjer ima vsak Slovenc 2000 evrov plačo vsak mesec. A mislite, da ste s tem rešili problem? To je nerealno. Samo, recimo, da smo mi danes toliko sposobni, ne nerealno, sam vprašam, a je možno, da smo mi rešili problem, tudi če imamo 100% zaposleno, se pravi, da smo vsi zaposleni, govorim, pa da je 2000 evrov vsak plače. Čez 10 let nam bo okolje pokazalo zobe, to si zapomnite. Reševati zdaj socialo, pa puščati okolje, tako kot sem že prej povedal, je nesmiselno. Mi se moramo povezati z istim ciljem, mi moramo delati na enem in istem cilju in na njemu graditi. In to je, kot sem že prej povedal, verjemite mi, da je prehranska samooskrba prva stvar. Vse ostalo je tako brezpredmetno, tako brez veze, da vam ne morem povedati. Nažalost, drugo ne igra nobenega pomena. Sam trenutek, če karkoli rešimo mogoče za 20 ali pa 30 let, ne za večno. Mi moramo gledati rešitve za trajnostno. Sem dopolnila bi, ne samo prehranska samooskrba, ampak tudi proti privatizaciji vode, kar je zelo, zelo ključno, da imamo vsi pravico, zakon se sprejema. Tudi prej sem povedal, in to ne govorim iz nekih svojih čustvenih zaključkov, to je razčiščeno, to je preučeno, to so ljudje že doštudirali. Če bo plan, pa ne bom promoviral prejšnji socialistični sistem. V prejšnjem sistemu vsi veste, da avtocesta Ljubljana-Beograd je bila narejena na prostovoljnem delu. Da je cel slovenski železniški križ narejen na prostovoljnem delu. Noben denar tukaj ne igra vloge. In če bomo na isti princip gradili zdajle stvari, bomo edina možnost, kako bomo rešili težave. Ker z vandalizmom, točno to sistem hoče. Sistem hoče, da ratate nestrpni, ker boste nestrpni, bo rekel, naredili vam bomo policijsko uro, pridite ven, pa vas bomo zaprli. No, bojo. Lej, sam nekaj. Jaz mislim, da smo dosti inteligentni pa pametni, da ne rabimo hoditi na nož. Da smo danes tako inteligentno... Včasih sila rab silo. Ne, ni res. To je bilo včasih. Lej, sam nekaj. A si si, kar si zdaj rekel, sam nekaj. A ste to, kar govorite, preučili in lahko trdite, da ste preučili, da ste strokovnjaki v temu, da sila rab silo. A si slišal, kaj je rekel? Ne, kaj si ti strokovnjak, da rečeš, da bomo brez sile, kaj naredili? Ja, je lahko. Ker so 4 leta preučili... Pokaži mi. Vzem si cajt z mano, pa ti bom dokazal točno to, ker sem preučil. Pa to je teorija, gledaj. Ne, ni teorija. Govorite eno isto. Kako ne naredimo, pa imaš? Naredimo. Kako je lažje na silo? Zaradi tega, a lahko povem zakaj. Oni so neki dosegli. Od otroštva, in to mi je sociolog lepo povedal, od otroštva, ki na pravice berejo, smo navajeni, da vas vedno nekdo reši. Tako je prej rekla gospodična. Čakate na Masajo, ki bo prišel, vas prijel za roke in vas nekam odpeljal. Ali čakate na to nevidno roko, kako monetarna politika deluje, da bo že nevidna roka rešila sistem. Zato, ker vi ne znate, ker nas noben ni naučil. Mi ne vemo, kako rešiti stvari, ker ne vemo, ne znamo. Ker smo upeti v sistem, ne znamo vam pogledati in noben ga ni zakriviti za to. Sem toliko več samo iniciative rabite za to, da začnete proučevati, kakšne so možnosti in opcije. Ker če se boste lotevali na isti način, kot so se v zgodovini, bo preveč žrtev. Poglejte kitajsko kulturno revolucijo. 3 milijone ljudi je umrlo zaradi kaosa, ne zaradi tega, da so nekaj spremenili. Jaz, Klere, si ne želim mrtvih ljudi. Pa še vedno želim, da bolenca dela, če bo nekdo rabil pomoč. Ne, ampak če bomo šli pa na nož, se bo pa zgodil patriotski akt, kot v Ameriki. Smo pa naredili nekaj, ne? Delamo na tem, naredimo plan, ampak povečamo... Jaz nisem proti tebi, jaz sem vem. In prav, da me konfrontate, prav, da mi date neko možno zakaj ne. Državljanska nepokorščina ni nasilje, vedno. Samo
vas jebe, jim je treba reči. In to, ko vas jebe, na glas ne ko vas jebe. Ja, pa tako tako vas jebe, ga jaz razumem kot razvrednoti trenutni sistem, ignorirati ga. Ne se proti njemu boriti, pa se z njim ukvarjati, ampak ga zignorirati s konstruktivnimi plani. Vsak problem je tehnično ga rešujemo. In prva stvar, ki je, mi rabimo hrano, ker v 10-15 letih vam garantiram, da Slovenija ne bo imela futra. To je dejstvo. To ni na mojih zaključkih, to je dejstvo. In tukaj je treba začeti delati. Ker če bomo imeli, gledajte, Belorusija, ki ima Skype, recimo, oni so Skype iz tam doma, Estonija, pardon, oni so kaj naredili? Dali so ljudem, ki so že tako brez denarja, so jim dali zastonj neke storitve. Zastonj ali pa zelo majhnim vložkom. Še vedno ljudje nimajo del, ampak lažje živijo. In ista stvar je klele. Še vedno bomo v kurcu, še vedno bomo, ampak lahko vsaj do neke mere pomagamo s tem, da neke stvari damo brezplačno. Zakaj brezplačno? Zato, ker smo tehnološko toliko razviti, da ne rabimo več pišuka garati pa delati. Kriza danes je zaradi tega, ker smo tehnološko toliko razviti. 98% zaposlitvenega sektorja danes delimo usluge drug drugemu. A mislite, da se bojo službe kar najdle, bomo spet v tovarnah delali? To je narejena avtomatizacija pa tehnologija. Samo prej je treba požar, ki ti ga je pokazal, pogasiti. Jaz se to ful strinjam. Sam imam doma vrt, pa pijo, bla, bla, bla. Ja? Ni to bla, bla, bla. Strinjam se z vsem tem. Cenim Zorana, ki ima tranzicijsko mesto, eko vasi pa vse, strinjam se, ampak ne moremo vsi v eko vas. Jaz še imam 5 let kredit in glej, lahko se za jajca obesim gor, ne vem, ne morem, ker ne morem otroku tega narediti. In za mojega otroka bom jim rekel, ko vas jebe, bolj bom šel v tranzicijsko vas. V drugo foro so miroljubne demonstracije, ki ti pokažeš, ampak to ni da se ne dovolj. strinjam. Ne delamo samo to. Se pravičujem, no, jaz se vsak hotel povedati, poanta temu je, da če se to lahko združimo, da najdemo res en plan, eno vizijo, s katero lahko prideš do vsakega, pa rečeš, lejte, mi smo zdaj naredili načrt, konstruktiven načrt, kako doseči prehrambeno oziroma energetsko neodvisnost oziroma samooskrbo. Ljudje se ne bojo pol pridruževali, definitivno, ker bojo videli, da je nekaj konstruktivnega. Ok, ta kolega ima besedo. Hvala, so pravi. Prej ste govorili o nekem človeku, o neki misiji, da je to neki ljudski zavesti. Meni se zdi, da za kakršno koli spremembo bi se takega človeka potrebovali, da je strokovni vod in ima ob sebi ljudi, koliko smo mi, ki se to zavedajo in da tudi mi delujemo njegovo. Ker ne moreš spremeniti čez noč miselnosti, ki je že toliko časa ljudeh. Tako ti dopoveš vsem ljudem, vsem kmetom, delavcem, starim mamkam, če ne preko neke osebe, s katero zaupajo, ki ima ugled in vpliv. Ne gre drugače. To je moje mnenje. Gre, to je samo tehnično.